Zakaj sem spremenila ime in kako je imel nerojeni otrok tako močno namero, da sem se zmotila za 3 številke? Živijo, živijo in dobrodošli v 32 dneh do razsvetljenja. Danes je 9. dan in še 24 dni do moje 50. In danes bom z vami podelila zakaj in kaj se je dogajalo z mano, ko sem spremenila svoje ime. No, ampak najprej, že pred tem sem jaz slišala za numerologijo in sem dobila eno knjigo, spoznala sem mojega učitelja in tam je pisalo o vsaki številki nekaj, se pravi ta kaldejsko-hebrejski sistem. Bilo mi je zelo zanimivo, zračunala sem si ime, priimek, se pravi na podlagi datuma rojstva in ugotovila, da nimam prav dobrih števil. Nakar ko sem bila noseča, sem že tudi o tem razmišljala in sem rekla, okej, nič, bom jaz zdaj lepo zračunala približno, rok sem imela, zdaj na tisti dan, ko se bo otrok rodil, mu bom dala pač tako ime. In zgodilo se je, da sem jaz mogla 5 dni prej priti v porodnišnico, se pravi v ponedeljek sem prišla in v petek sem rodila. In jaz sem imela seveda 5 dni časa, zdaj, če bom danes rodila, bo to, če bom jutri rodila, bo to, če bom pojutrišnjem in tako naprej. In veste, to je tako zanimivo bilo, da jaz sem 5 dni mislila, da je 31 plus 8, 39. Mogla bi biti 42, Ampak, a mi verjamete, da jaz nisem niti za sekundo pomislila, da imam jaz kaj narobe? Se pravi, da jaz pač je 31 plus 8 je pač 42. Ne vem kako, ne vem zakaj, oziroma vem, ker sem potem v meditaciji, v rekapitulaciji, ko sem šla nazaj v to obdobje in sem pregledovala, sem videla, da je imel moj sin zelo močno namero. Se pravi, tiste 5 dni, predno je on prišel na ta svet, je on seveda z mano bil povezan in je slišal to ime, drugo ime, tretje ime in tako naprej. In to je bilo res neverjetno, kako je on nameraval svoje ime, se pravi, še nerojeni otrok je nameraval svoje ime in se rodil pač tisti dan, ko je bilo njegovo ime na vrsti. Sej, to bi rekel človek, da si izmišljuješ ali kakorkoli, ampak vem, da tisti, ki delate iz intuicije, ki se poslušate, ki ne delate iz glave samo, ki ste povezani s sabo, veste, o čem govorim. In zanimivo tudi, da je moj oče že vnaprej rekel, ne, otrok bo rojen 9. In jaz sem imela datum 2. in res je bil otrok rojen 9. Tako zelo, zelo zanimivo vse skupaj, ko gledaš za nazaj sploh, kaj se ti dogaja in kako močna je namera. Kar jaz vem danes je to, da na nič nimamo, nad ničemer nimamo kontrole. Nad ničemer. Mi si lahko samo domišljamo, da imamo, veliko ljudi si naredi to iluzijo v glavi, da kontrolirajo lahko to, ono, tretje, peto, ampak dejansko nimamo nad ničemer kontrole. Vse se odvija nekako v skladu z našim duhom, z našo namero, s katero smo prišli na ta svet. Seveda, neke stvari se lahko spremenijo, nekatere pač ne. Tako kot pri tem imenu, naprimer, jaz nisem nič mogla. In to je bil tak film, a veste, 5 dni, da ti razmišljaš, da je 31 plus 8, 39, pa se ne bi rekel, da si blesal, Tako da ja, v ozadju so vedno neke sile, v tem primeru sila namere. Namera tega otroka je bila ta, on je želel to ime in pika. In zdaj seveda, če grem naprej, potem pa zatem šele, sem jaz pač prepričevala mojega bivšega moža, da bi si spremenil tudi on priimek, ampak to ni želel, In jaz sem znotraj sebe vedela, če bo karkoli se kdajkoli zgodilo, jaz si bom spremenila ime in priimek. No, in potem se je res pač zgodilo, da sem se ločila
In prvo, kar sem jaz naredila, sem si šla zamenjati ime in priimek. Meni je to, jaz sem človek, ki si izpolnjujem želje svoje. Jaz, če me je slučajno strah, si rečem, ok, zdaj si na smrtni posli, česa ti je žal, a ne? Pogledaš za nazaj svoje življenje in si rečeš, joj, žal mi je, da nisem tega, jaz ne želim iti z tega sveta v nekih obžalovanjih, da nisem tega, pa nisem unga, pa nisem tega videla, pa in tako naprej. Ne. Moja namera je vedno, jaz si želim izpolniti vse in poskušam v tej smeri delati. Če me je strah, si sam rečem, lej, ko boš na smrtni posli, da ti ne bo to žal, ali bi ti bilo to žal, ja, torej naredi, a ne. Če je pa tako nekaj, recimo, da mi je nekako vseeno, pol pa seveda ne grem za tem. Ampak ta močna notranja želja po tem, da si jaz izpolnim te želje, se mi zdi ful dobra, sem zelo hvaležna, da jo imam, čeprav zunanji svet potem seveda odreagira popolnoma drugače. Ko sem jaz, ampak še nekaj, ne, poslušajte me, zanimivo je vse skupaj, ne, ni bilo vse, tudi tukaj ni bilo vse, bom rekla, čisto, oziroma ni prišlo ven tako, kot bi mogli, oziroma je prišlo ven tako, kot bi mogli, no. Ampak recimo, ker jaz sem imela v ozadju, da želim, da moje številke se ujemajo pač z mojim rojstnim datumom, ne, in tam je pisalo, da naj spremenim v vibracijo 10 plus 9 ali pa 19 plus 27. Jaz sem koliko je zdaj, 4 leta nazaj ugotovila, ko mi je ena numerologinja, ki se s tem ukvarja, povedala, da sem jaz isto narobe izračunala, da 10 pa 9 ne smeta biti, oziroma 1 9 nikoli skupaj, nikoli. Zato, ker sta si toliko različni, ne? In je neka tenzija med njima. Ste videli? In jaz imam v imenu zdaj in v priimku 19 plus 27, se pravi, to je 9 in 1, ne? In, vidite, spet je nekako usoda posegla v to, da so ta števila nekako podobna mojemu karakterju, a ne, za 10 piše pa, da je gore, dole, celo življenje, a ne, gore, dole, in tako je tudi bilo pri meni, ne. Enkrat sem gor na valu, drugič sem dol. Sej smo vsi, ampak pri meni je pač še toliko bolj poudarjeno. In zato sem jaz hotela, da si bom pomagala. In evo, kaj se je zgodilo iz tega. Imam spet 10 in 9, ne, oziroma 1 in 9, ampak ni mi žal. Zbrala sem si lepo ime in priimek, tisto, kar sem jaz hotela. Zdi se mi ful fajn, da sem si jaz lahko zbrala ime pa priimek, ne, da me določajo pač neke družinske vezi. Seveda moja mami ni bila glih zadovoljna, mislim, da še danes ni sprejela tega, ampak jaz sem si to mogla prvoščiti in to narediti, ne? Ker če bomo mi gledali skozi stalno na druge, pa čakali, kdaj nam bojo pokimali, ja, dej to narediti, ali pa ne tega narediti. Pa nikoli nikamor ne pridemo, ne? Je rekel tudi en uspešen človek, da v bistvu nikoli se ne oziraj za ljudmi, ki mečejo za tabo kamne, a ne? Ker če ne boš nikamor prišel. In jaz verjamem tudi, da te videi nekomu sploh niso všeč, nekomu so zelo všeč, nekomu so tako. Jaz ne morem biti vsem všeč, meni je to popolnoma jasno, ne. Seveda se sprašujem in včasih si mislim, kaj pa bojo rekli, pa to govorim, pa on govorim o tem, pa onom, ne. Tudi jaz imam te pomisleke notranje, ne, pa bitke, pa a je to sploh prav, a ni, ali ne. Ampak tukaj sem zdaj rekla, ok, gremo to, če sem dobila navodilo iz duha, torej navodilo višjega jaza, bom šla in bom se razgalila. Seveda čisto vsega ne morem povedati in tudi ne bom in ne mislim, ne? Ampak te stvari take, ki so pa tako, se mi zdi pomembne, da jih delim z vami, pa če jih delim, ne? In recimo, zelo mi je pomembno, da rada bi vam to povedala, ne? Da če imaš kakšno željo, daj si jo izpolni, ne? Kaj čakaš? Na koga čakaš? Kaj, da ti bojo rekli ljudje, ja, seveda, dej, ne? Jaz sem dobila tako eno tak lepo uvid v to, ne, kaj jaz delam, ne, v bistvu čakajoč na neko potrditev, ne, ta notranji otrok ranjeni čaka, da bojo potrdili, da ga bojo sprejeli, da bo končno nekdo rekel, pa Leticija, pa super si. Seveda rečejo tisti moji bližnji, prijateljci in tako naprej, ampak ne gre za to. Gre za, da iščeš potrditev v svetu, ne, torej v službi, v nekih hobijih ali kjerkoli si. In konstantno
je ta notranji otrok želi neki, a ne. In jaz bi rada to sčistila. In trenutno se mi marsikaj dogaja, procesiram veliko stvari, neke občutke še stare, gledam, ozaveščam in želim, a ne, znotraj sebe biti popolnoma stabilna, močna, samozavestna. V bistvu niti ni potrebe po neki samozavesti v nekem takem smislu, ampak tako postavljena, a ne, notranje stabilna, notranje postavljena. Na velikih področjih sem že postavljena, na nekaterih pa še ne, a ne. Jasno, saj sem tukaj prišla se učiti in nič ni s tem narobe in se zavedam tega. Hvaležna sem za vse te možnosti, ki jih imam. No, in a ne, dajte si spomniti, če si hočete spremeniti ime, ja pa si ga spremenite. Jaz takrat nisem zaznavala, da bi ljudje, ker jaz sem toliko 100%, jaz sem se pripravljala to več mesecev, da si bom spremenila ime in priimek in me ne briga. Toliko sem bila v temu noter, da jaz sploh nisem mene brigal, kaj si drugi mislijo. Meni je bilo vseeno. Jaz sem si hotela to narediti, jaz sem si to dala, spremenila pač tiste osebne potni list, vozniško in tako naprej. In to je bilo to za mene. In sem ful uživala v temu, a ne? Ker zanimivo, ne? Jaz sem kot otrok dobila 2 imeni. Se pravi, in jaz sem se počutila vedno in nisem vedela, a sem to, a sem to. A sem to ime, a sem to ime. A ne? Nikoli, ne, nisem se ne v enem, ne v drugem počutila udobno. Ne? Mogoče v prvem bolj, ker so me klicali tako od rojstva, a ne? Potem sem si pa, ko sem šla v srednjo šolo, ker me noben ni poznal, sem si dala to drugo ime, a ne? Tako da me iz srednje šole poznajo po tem drugim imenom, a ne? In mi je bilo ful zanimivo, ampak tam se pa tudi nisem počutila neki domače, a ne, v tistem imenu, a ne. In pa se pa ne, pa jaz sem mislim tako, a ne, skozi življenje, a ne, in potem se ne. In pa koliko sem imela, 29 let, cirka, ker sem si pa spremenila to, a ne, se pravi, oziroma 19, ja, še malo manj, 28, no, vse nima veze. In zdaj v tem imenu ful uživam. Ampak ime sem pa dolgo iskala. Priimek sem prej našla, ime sem pa kar rabila nekaj časa, no. Hotela sem biti Fortuna, ampak Fortuna ne gre. In potem sem delala iz tega izpeljanke in zato sem danes Fortin. Leticijo sem pa dolgo iskala, no. Sem imela veliko imen in nobeno ni bilo v redu. Nobeno. In potem je enkrat čisto, se veste, tako kar nekaj, nič ne razmišljaš kaj dost in mi kapne. Leticija. Leticija je pa od moje najboljše prijateljice še iz mladih nog, njena hčerka. Jaz sem zato ime slišala pri njej, no, oziroma, ne, pardon, še prej je bila ta Leticija Calderona, ne. Ja, pa Leticija Casta je manekenka, ne. Ampak sploh nisem, in ko sem Leticija, ja, sem pomislila Leticija, pa grem izračunati, evo, to je pa prava, ne, ta kombinacija števil. Ja, sem rekla, evo, to je to mi je namenjeno, ne. In se mi zdi tako nežno, Leticija, tako nežno, lepo ime, a ne, za žensko. In Fortin po drugi strani pa tako močen priimek, tako, da me drži, ne, da me podpira, stabilizira. In ja, všeč mi je in ni mi žal, da sem si zamenjala ime. Vesela sem tudi, da je mojemu otroku všeč njegovo ime. On pravi, da ne bo menjal. Ja, ta otrok je marsikaj z mano doživel. Dobro mu gre. No, saj mogoče bomo njemu kaj povedali v kakšnem videu. Ampak ja, v glavnem sem zadovoljna, vesela in nič mi ni žal. In če bi mi na pamet padlo, da bi še enkrat zamenjala ime, bi si ga pač še enkrat zamenjala, ne. Ne bi dosti čakala, pa se spraševala, a bi, a ne bi, a ne. Če bi zdaj seveda, zdaj pa so seveda tudi še drugače gledam na to, če seveda to pride, če bo res spet prišlo iz nekega višjega nivoja, zdaj si pa lahko to in to, okej, prav, bom šla menjati, ne. Ampak zdaj sem se že tudi tako lepo navadila na to ime, tako da, ja. No, pa mi vi povejte, a bi si spremenili ime? Priimek? A se bojite, kaj bi drugi rekli mogoče? A ne, ker eni vem, da si umaknejo samo kakšno črko, a ne, da ni tako hudo, pa pol ne, ali pa dodajo neko črko, ampak meni se zdi ful fajn tako, da si res čist
nekaj novega zbereš, a ne. Zdaj, mogoče še to, vpliv tega imena in priimka na moje življenje, a ne. Zdaj lahko rečem po tolikih letih, a ne, da sem, tako kot sem prej že povedala, zelo zadovoljna, da sem zamenjala in sem v tem imenu domača in mi je ful dobro, da sem si to privoščila, a ne. Zdaj, če bi bilo moje življenje kaj drugačno, če bi ostala na istem, ne vem, ampak moram reči, da mi je tako lepo, a ne, zdaj to, da ne vem, čutim, da me ful podpira to ime in da je bilo zelo, zelo, zelo blagodejno to zame, no, tako. Zelo blagodejno in ne vem, bi naredila enako, no, danes, ne bi nič spremenila. Ja, edino to, najela bi numerologinjo, ki bi mi pravilno izračunala. Ampak zdaj sem rekla, ne, zdaj ne bom nič čez to nekaj brčkala. Tako kot je, tako kot sem si takrat zadala, je v redu in to je to. Torej, čakam na vas zdaj, da mi poveste, ali bi spremenili kaj ali ne. Ja, no, torej napišite, ja, ne, mogoče, bojim se, ne vem. Vsekakor pa dajte najeti numerologa, pa da ne vam izračuna kako in kaj. Okej? Okej. V naslednjem videu bom govorila o padcu zavesti, torej iskreno o padcu zavesti in kako se poberemo iz tega, oziroma kaj to sploh pomeni, ne, in tako, te stvari malo. O teh padcih naših, a ne. Ja. Lepo, lepo se imejte, veliko se smejte, pa smo na vezi, oziroma se vidimo v drugem videu. Čau!